predstavljeni še z moje strani. Torej, Milena Tanaskovič-Lamut je v svojem delu z konca 80. let 20. stoletja zapisala, da se je v medicini najprej pojavila pediatrija, šele nato geriatrija, da je sociologija najprej oblikovala sociologija mladine, šele nato sociologija starosti. Na nek način je podobno tudi v slovenskem zgodovinopisju. Najprej smo načrtno odsledali zgodovino otroštva na zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije leta 2012. Za aktualni simpozij pa smo si kot izziv za historično raziskovanje postavili še starost in starostnike. Sama sem se odločila za obravnavo odnosa med zaposlenimi v dveh ljubljanskih tekstilnih tovarnah, tako imenovane ženske oziroma lahke tekstilne industrije, v dekorativni in pletenini ter njihovimi upokojenci. Enega od razlogov, da sem se odločila za tovrstno raziskavo, sem našla v arhivskem dokumentu dekorativne tovarne. Citiram, imamo izredno veliko število delovnih invalidov in poklicnih obolenj, čeprav mnoga, kot na primer prizadetost sluha, zaradi ropota v predilnicah, najpogosteje niti niso zabeležena. Delavka naredi v 8 urah čez 10 km poti okrog strojev, katerim streže in iz izkušenj vemo, da začne pešati že pri 50 letih. Navadno se invalidsko upokoji, še preden izpolni zakonito delovno dobo. V zadnjih nekaj letih je bilo le malo tekstilnih delavk, ki so ostale na svojih delovnih mestih do 55. leta starosti. Vse druge so bile premeščene v lažjemu delu, po večini pa so bile upokojene. Konec navedka. Kljub temu, da je bila večina tovarniških delavk in ob upokojitvi stara komaj okrog 50 let, jih lahko obravnavamo kot starejše, saj se je z njihovo opustitvijo poklica spremenila tudi njihova družbena vloga, kot je danes kolega Pančur že omenil v svojem predavanju. Kot enega od mejnikov za prehod v tretje življenjsko obdobje upokojitev navaja tudi Vit Pečak v svoji knjigi Psihologija tretjega življenjskega obdobja, saj z njo pogosto nastopijo tudi finančne težave, navajam, se opravičujem, sprememba bivališča in osamljenost, na kateri starostniki odidejo v zavode in domove, kjer so življenjske razmere povsem drugačne. Konec navedka. Hubert Požarnik pa je v knjigi Umetnost staranja zapisal, citiram, da so z opustitvijo poklica povezani številni psihološki in socialni problemi. Upokojitev pomeni namreč več kot le opustitev bolj ali manj cenjenega dela. Med drugim pomeni upokojitev tudi novo socialno vlogo, torej drugačen način vedenja, preoblikovanje dnevnega reda, preoblikovanje odnosov do ljudi, še zlasti v ožjem družinskem krogu, spremembo in premik interesov od dela in dejavnosti v prostem času, spremembo pričakovanj in zahtev, naprimer zaradi slabših dohodkov in tako dalje. Konec navedka. Glede na povedano, sem v raziskavi, ki zajema obdobje od druge polovice 50. let 20. stoletja, ko je socialno skrbstvo postalo pomembno polje utrjevanja povojne družbene ureditve in so v slovenski industriji začeli zaposlovati prve poklicno izobražene socialne delavce in delavke, oziroma so bile vzpostavljene kadrovsko-socialne službe, do vključno 80. let, konca 80. let 20. stoletja, tako zastavila naslednja vprašanja. Ali so upokojene delavke, delavci ostali povezani s tovarno, kakorkoli drugače kot zgolj spomini, ali so med delavkami in delavci dekorativne pletenine ter njihovimi upokojenkami in upokojenci obstajali kakršnikoli odnosi, če so obstajali, kaj je sodelovanje zajemalo oziroma kakšen je bil način interakcije. Naprej me je zanimalo, ali so bile morda v tovarnah izbranih za raziskavo prisotne težnje za izboljšanje kvalitete življenja upokojenk in upokojencev in če da, na kakšen način so se odražale. Najprej nekaj besed o pletenini. Prvi arhivski fond za Ljubljana 572 pletenina, za katerega sem pričakovala, da mi bo pomoč pri odstiranju odnosa med zaposlenimi pletenini in njihovimi upokojenkami in upokojenci,
se je izkazal za vsebinsko zelo skromnega, kljub desetinam pregledanih škatel. Redke informacije iz zapisnikov vsej delavskega sveta in upravnega odbora nam v glavnem sporočajo le o pred- in ponovoletnih pogostitvah upokojenih delavk in delavcev, ki so potekale vsaj od konca 50 let, vse do konca 80 let. Včasih so bile organizirane kot zakuske, včasih kot čajanke, v glavnem pa so se odvijale v prostorih tovarne. No, med drugim leta 1962 je v nekem zapisniku podan predlog, podatka o tem, ali je bil pa tudi realiziran, pa nisem zasledila. In navajam, glede upokojencev se predlaga, naj le teh letos zaradi pomanjkanja prostora ne povabimo na zakusko, temveč jim izročimo darila z lastnimi proizvodi na njihovem domu. No, glede teh daril morda samo to, da so bila zelo skromna, ponavadi kakšen kos spodnjega perila, o kakšnih izplačanih denarnih zneskih, nagradah ni govora. Interna revija Informator notico o vprašanjih povezanih z upokojenkami in upokojenci ne odstira več prostora in je z rubrikami Odšli so v pokoj, zahvale upokojencev in podobno naklonila Pletenina. Zelo zanimiv je med drugim intervju z naslovom Ali je upokojenec oseba, ki je odslužila svoje, v katerem je novembra 1976 Jožica Jazbec povedala, navajam, nesmotrno bi bilo od družbe, če bi zavračala upokojence in pozabljala nase. S tem, ko se jih spomni in uporabi njihovo znanje in izpolni delavnik in jih iztrga iz grenkega objema osamljenosti in životarjenja. Dolgemu življenju pripomore bolj delo in občutek koristnosti kot kefir, med in vitamini vseh vrst. Konec navedka. Zdaj pa malo več besed namenjam dekorativni. Leta 1964 je v poročilu kadrovsko-socialnega oddelka dekorativne Jožica Krmel zapisala, citiram, pri obravnavanju socialne problematike nikakor ne smemo pozabiti na naše upokojence. Čeprav niso več aktivni člani kolektiva, so pa lepo dobo preživeli med nami in ustvarjali sredstva, katera nam danes nudijo lažje delo ob boljših delovnih pogojih. V zadnjih 2 letih smo se jih spomnili z družabnim izletom, v letošnjem letu pa smo jih povabili na našo veliko prireditev v Jami. Dobro nam je poznan socialni problem vseh upokojencev, ki imajo na splošno zelo nizke pokojnine. Ta problem družba rešuje že precej časa, vendar so upokojenci kljub nekaterim dodatkom še vedno s pokojninami v veliki razdalji od osebnega dohodka zaposlenega delavca. Upamo, da se bo to z novim zakonom o pokojninah le nekoliko uredilo. Ker pa je to gmotno stanje naših upokojencev trenutno najbolj preteče, predlagamo, da se jim za nakup ozimnice izplača enkratna podpora v višini 5000 din, to bi bilo danes 71,75 evra. Podjetje ima sedaj 98 upokojencev in bi ta minimalna podpora znašala v skupnem znesku 49 000 din, kar bi danes pomenilo 700 evrov. Resnično je to minimalna podpora, prepričani pa smo, da jo bodo upokojenci z veliko hvaležnostjo sprejeli. Konec navedka. Že ta in številni drugi arhivski dokumenti, ki sem jih pri iskanju odgovorov vzela pod drobnogled iz fonda SIZAL 129 dekorativna in obravnavajo vprašanje oziroma vprašanja njihovih upokojenk in upokojencev. To so poročila kadrovsko-socialnega oddelka, zapisniki sej delavskih svetov, celo zapisniki sestankov kulturne skupine oziroma komisije za kulturno dejavnost, pa tudi precej manj zgovornih zapisniki sej upravnih odborov. Nam povedo več kot gradivo Pletenine. Zelo zgovorni pa so pogosti prispevki zaposlenih in upokojenk ter tudi upokojencev dekorativne v njihovem internem tovarniškem glasilu, ki odstira celoten spektr sodelovanja in nam sporočajo. Prvič, vsaj od konca 50-ih let 20. stoletja so bili za bivše zaposlene organizirani izleti, oziroma kasneje
redna letna srečanja, poimenovana kar dan upokojencev tovarne dekorativnih tkanin. Več o enem izmed tovrstnih srečanj nam pove zahvala upokojenke v časopisu takrat imenovanem Glasnik TDT iz leta 1962. Citiram, srečanje upokojencev z nekdanjimi sodelavci je za vsakogar praznik. Za ta dan se vsaka upokojenka obleče kar najbolj praznično in ob tem srečanju so naši obrazi zadovoljni, ker nas zavest o tem osrečuje. Zanimamo se za napredek v tovarni in se vživljamo v vedno boljše delovne pogoje za delavca. In sedaj smo upokojenke in imamo en praznik več, čutimo, da smo si ga zaslužile. Konec navedka. Da so se tovrstni dogodki obdržali do konca 80 let 20. stoletja, nam med drugim leta 1986 v glasilu Dekorativna Ivica Sokodolnik pod naslovom Dan spominov sporoča. Navajam, vsakoletno srečanje upokojevcev v Dekorativni je bilo letos v sredo 18. junija. Povabljenih je bilo 398 upokojencev, največ odkar so organizirana ta srečanja pri nas. Letos se jih je odzvalo 184. Žal nekateri iz zdravstvenih razlogov niso prišli, poslali pa so nam kljub temu lepe pozdrave in čestitke vsem ostalim. Čeprav nas je vreme pri sami pripravi predvsem pegalo, je bil prostor v naši jami ob določeni uri pripravljen za sprejem. Pred vhodom so pričakali bivše sodelavke predstavniki družbeno-političnih organizacij, vodstvo delovne organizacije, folklorna skupina in drugi. Že ob teh prvih stiskih rok se je razumela dobra volja in smeh. Vse pa vsot je bilo slišati. Vsako leto si mlajša, glej, kako dobro zgledaš. Prišli so kot mladeniči in mladenke, urejeni, nasmejani, tako da smo se tudi mi nalezli njihove dobre volje. Vsi zelo dobro skrivajo svoja leta, tako da vse skupaj ni bilo podobno srečanju upokojencev. Po prvih pozdravih so odšli nekateri na ogled po tovarni. Čudili so se spremembam v obratih. Ugotavljajo, da je veliko narejenega za varno in urejeno okolje. Včasih ni bilo izolacije, prezračevanja, ni bilo restauracije. Kljub temu pravijo, da imajo lepe spomine na tovarno. Bili so bolj povezani med seboj in odkriti, skupaj so reševali vse probleme. Po ogledu so se vrnili v jamo, katera je bila na ta dan še posebno lepo okrašena. Čakalo jih je okusno kosilo in dobra kapnica. V imenu vseh sodelavcev je upokojence najprej pozdravil generalni direktor, prisrčno jih je povabil, da skupno z nami preživijo prijetno popoldne. Kulturna komisija je za popestritev pripravila tudi svoj program, folklorna skupina, kjer plešejo sami plesalci z Dekorativne, je zaplesala belokranjske in prekmurske plese. Za najlepše razvedrilo je ta dan poskrbel Janez Hočevar-Rifle, predstavil se je kot občinski svetnik Josef Švejk ob spremljavi godbe Iva Umeka. Marsikdo se mu je nasmejal do solz. Ansambel Bled je ta popoldne zaigral nešteto veselih in poskočnih viš, veliko jih je zaplesalo, da je bilo kaj. Vsi so se zahvaljevali za praktično darilo, volno, katero je zanje izdelal tost predivnica Laško. Mi, ki še delamo v Dekorativni, smo bili zelo zadovoljni, ker smo vas upokojence videli srečne in zadovoljne. Poslovili smo se v upanju, da se med nami res prijetno počutite in da se prihodnjo leto spet vidimo. Konec navedka. Mi so pa bili vedno upokojenke in upokojenci tisti, ki so si ogledovali novosti in napredek. Na tem mestu bi zgolj z notičko izpostavila posluh delavk in delavcev Dekorativne do aktivnosti svojih upokojenk, ki so jih v začetku 80-ih let 20. stoletja začeli vabiti na organizirane razstave ročnih del, na katerih so bivšim sodelavcem pokazali, s čim se v prostem času ukvarjajo, oziroma kaj je njihov najljubši konjiček. Naslednjič, iz pravkar prebranih odlomkov je razvidno, da je poleg rednega druženja k obravnavani interakciji veliko doprineslo tudi interno tovarniško glasilo, katerega so upokojenke in upokojenci vsak mesec brezplačno prejeli na dom, ter ga, kot so radi zapisali, prebrali od prve do zadnje besede. Upokojencem je časopis pomenil redni stik s tovarno, delavkami, delavci ter delom v njej.
Poleg člankov o tekočem delu in razvoju ter rezultatih tovarne so radi prebrali tudi tople besede, ki so jih namenili zaposleni in velikokrat v uredništvo vrnili svoj prispevek. Niso nanizali le spominov na srečanje in zahvale vodstvu in bivšim sodelavcem, temveč so jim pogosto čestitali v različnih priložnostih, praznikih, po prejetih nagradah in tako naprej. In kot zadnjič, upokojene delavce dekorativne je vodstvo večkrat razveselilo tudi za izrednimi nakazili, kot že omenjeno v uvodu z denarjem za ozimnico, potem ob prazniku Republike so jim s čestitko poslali enkratno denarno pomoč, o 50-letnici podjetja jim je bilo namenjeno posebna denarna nagrada, simboličen denarni znesek so upokojenci prejeli tudi z vabilom na otvoritev novih tovarniških objektov. Omenila pa bi tudi finančno zelo ugodno možnost bivanja za upokojence v počitniških kapacitetah tovarne izven sezone. Kljub temu, da mi raziskava do simpozija ni uspela povsem končati, predstavila sem le izseke, ki bodo nadgrajeni in celostno predstavljeni v članku, ki bo pač v zborniku posvečen temu simpoziju. Podajam nekaj zaključkov oziroma odgovorov na vprašanja, ki sem jih zastavila na začetku. Prvič, upokojene delavke in delavci dekorativne in do neke mere tudi pletenine so imeli možnosti, da so ostali povezani s tovarno in to so v veliki večini z veseljem tudi izkoristili. Drugič, med delavkami in delavci dekorativne pletenine ter njihovimi upokojenci so obstajali bolj ali manj dinamični stiki, ki so bivše tovarniške delavke in delavce iztrgali iz osamljenosti in v njih vzbujali prijeten duh preteklosti. In tretjič, zadnjič, ohranjeno gradivo izkazuje, da je bil predvsem v dekorativni prisoten duh solidarnosti in neizključevanja, kot sem izpostavila v predstavitvi, so bile prisotne tudi konkretne težnje za izboljšanje kvalitete življenja upokojenk in upokojencev. Zdaj pa naj zaključim z zgovornimi besedami upokojenca dekorativne tovarne, ki so bile objavljene v tovarniškem časopisu. Citiram. Upokojenci smo ponovno in enkratno doživeli vse tovarištvo in spoštovanje, ki jo čutite do nas. Ponovno smo doživeli priznanje za trud, ki smo ga pred davnimi in tudi skorajšnjimi leti svojim neposrednim delom vložili v našo delovno organizacijo. Tople tovariške prijateljske in iskrene besede, ki jih je izrekel glavni direktor, so potrdile tesno vez med nami upokojenci in še aktivnimi delavci. Redke so delovne organizacije, ki bi vzdrževale tako neposredne vezi s svojimi bivšimi proizvajalci. Menim, da se ob tako humanitarnih dejanjih vse premalo seznanja tudi širša javnost. Srečno življenje upokojencev v prepričanju, da ni izbrisan iz spiska delovne organizacije. Konec navedka.